Pozdravljeni, dragavci, moje ime je Otic Sleva in dobrodošli v še enem vlogu. Cela večnost ne že, odkar sem naredil zadnji vlog. V bistvu cela večnost, odkar sem uploadal video na YouTube, ker zadnje čase še samo Minecraft streamam. In ta vlog bo pač live update, tako delajo youtuberji. Zadnjih par dni sem razmišljal o eni stvari, ampak preden razložim, kaj sem razmišljal, moram razložiti, kaj so to yearly teams. En youtuber je, CGP Grey, se mu reče, če ne bom pozabil, bo link do njegovega kanala v opisu tega videa. Z enim drugim tipom ima podcast, kjer v bistvu razpravljata o ful različnih stvareh, med drugim tudi o yearly teams, o letnih temah. Samo tako za kratko obnovo, kaj sploh je to, da boste vedeli, o čem govorim. Yearly teams so v bistvu izboljšana verzija New Year's Resolutions. Torej New Year's Resolutions, novoletne zaobljube, so pač neki poskus, da bi kao spremenil svoje življenje na boljše. Poskus, ker tak in tak nadaljujejo. Yearly teams je malo drugače. Ti se ne zadaš cilja. Jaz bom v letu 2020 shujšal za 10 kg recimo, da ste kao predebeli, da se premalo gibljete. Ampak da si zadate neko temo in pol vse odločitve, ki jih sprejemate v življenju, sprejemate skozi to temo. Glavni cilj teme je, da nima cilja. Torej, vi ne morete v temi uspeti ali pa ne uspeti, ampak lahko samo pač svoje življenje premaknete v neko smer. Okay? In to ni samo striktno določeno, recimo, hočem shujšati, ampak lahko imate letno temo, hočem bolj zdravo živeti, ali pa ne samo hočem bolj zdravo živeti, zdravo življenje, ali pa zdravje, ali pa čisto nekaj nepovezano, gibanje. In pol vse svoje odločitve, ali kako boste šli v službo, ali kako boste delali popoldne, ali kako boste delali za rojsten dan, ali kako boste delali za vikend. Vse to lahko pogledate skozi to temo in se pol odločite. In pač point je, da se vaše življenje spremeni, brez nekega konkretnega cilja. To je point teme. No, in razmišljal sem, da bi tudi v naslednji sezoni, rečemo do 1. maja, ko bom šel prvič nekam na dopust, poskušamo neko temo imeti. In moja tema ima ime Ne avto. Ni smiselno ime, tukaj je začelo sonce sijati, točno zdaj se oblak umaknil in mi šajna sonce v oči. Ajmo se premakniti sem, tako. Torej, ne avto. In cilj je, da bi svoj avto uporabljal čim manj. Z novim letom sem spremenil službo, delam od doma, kar pomeni, da se v bistvu vstanem, zrihtam, pa grem v sosednjo sobo delat. Pomeni, da se ne rabim vsak dan z avto voziti. Tudi prej, ko sem delal v firmi, sem se vozil s biciklom. 95% cajta sem se vozil s biciklom. Ko sem šel v mesto, sem se skoraj vedno rešil s biciklom, pa lahko z avtom, ker je lažje zaparkirati. Ampak do 1. maja bom pa res poskušal vse svoje odločitve, kako se bom premaknil na drugo lokacijo, delati skozi to lečo, ogledalo, ne avto. Okay? Torej, samo avto, ne. Ampak to je zdaj tako precej splošno. To mislim moj avto. Zdaj, če bo neki drugi frenčil nekam, pa sem poleg njega pelal, cool, ker to ni moj avto. Okay? Sma dva v avto, torej ni vsak za sebe v avto. Če si bom recimo sposodil avto, da bom nekam šel, je spet to, še vedno bi jaz to smatral v to temo, zaradi tega, ker pač to ni moj avto. Sem si ga rental. In ta isti avto si bo naslednji dan ali pa naslednjo uro nekdo drug rental. Torej spet se šere, stvari niso samo za mene. Torej nočem imeti... Torej moja želja je, da nimam avta. Dolgoročna želja, okej? Ker pač avto stane. In želim ugotoviti, če je možno živeti brez avta v mestu. Prepričan sem, odgovor je ja, ampak hočem v praksi preizkusiti, kako to izgleda. Pa vem, da vsi ljudje nimajo avta, zaradi tega vem, da je to možno, ampak pač, ne. To je to. In v okviru te teme bom tudi poskušal vlogati, ko bom recimo, ne vem, gledal avtobusne povezave, poskušal za vse možne destinacije, na katere hodim vsaki teden, najbolj optimalno povezavo, pa najboljši urnik v življenju, bom probal to vlogati. Ko bom vseeno mogel iti nekam z avtom, bom probal to vlogati. Vse take stvari bom poskušal vas vključiti poleg. To je to. Tu bile poleg mene je Bi. V bistvu se že celi cajt ukvarja z tole. App mi je crknil. Drugač, tule je GoPro app.
ampak zgleda, da nehal delati, ker se slika največ odziva. Upam, da kamera pa še snema. Upam, da. Števec teče, tako da po mojem snema. Bi, reči zdravo. Srana je malo zaradi tega, ker ne vem, kaj delala, da je tako hudo srana. Ampak pač, opa, alarm, ik morem. Ne vem, kaj delala, tako hudo srana, ampak pač srana je. Black. Ok, it morem, prišel sem plezat, tam spodaj en kamen, ful visok, ful divji, tam lahko grem plezat samo, če me kdo spota, torej da stoji pod mano pa pazi, da se ne zvalim prek onega lesa dol po goši. Tu gor sem hotel iti probat, ampak ne morem iti, ker nimam časa. Ura je 10 do 3, jaz moram ob 3 štartati z avtom nazaj, da sem 4 v Mariboru, ker prijem manjca ob 4 nazaj službe. Pa sem se zmenila, da gremo nekam po, ko prijem na službe, ker vseeno je Valentinova. Tako da, to je to, drage davci. Se vidimo v naslednjih vlogih, upam, da mi bo ratalo že 2 meseca pa pol dokaj redno vso to mojo izkušnjo z ne-avtom spraviti v neki video format. Če mi pa narata, mi pač narata. Ok, tema je, ne more mi uspeti ali pa ne uspeti, samo svoje odločitve bomo sprejemati skozi oči te teme. Kak filozofsko. Uživajte še prej, pa čau, ba.